Dober dan in lepo pozdravljeni na mojem YouTube kanalu. Andreja z vami. Današnja tema bo samo polna luna oziroma sobotna polna luna, ki je za to soboto 24. julij v Vodnarju odlična priložnost za začetek predpriprav na leto 2022. Daleč smo julije, ampak to boste v kasnejšem objavljanju boste zvedeli zakaj. Danes oziroma sedaj bi vam položila na dušo to, kar lahko s pomočjo zvezd in s pomočjo lune in ostalih planetov, kaj lahko optimalnega naredite zase. Namreč začenja se boljše obdobje. Začenja se obdobje, ko je Jupiter se vrnil nazaj v Vodnarja, kar pomeni, da bomo začenjali spoznavati napake preteklega leta, napake tega leta, kje smo se zaštrikali v tem, da smo opustili svojo svobodo. Dobro je, da polna luna 24. julija, se pravi v soboto ob 4:40 zjutraj, aktivira predvsem obilje, voljo do tega, da se nam da kaj narediti, voljo do tega, da naredimo optimalno nekaj zase. Namreč Mars je v drugi hiši v Levu, kar pomeni, da imamo voljo narediti nekaj tistega, kar je dobro, na kar smo ponosni. Zraven je čisto, zraven njega je Venera v Devici, kar pomeni, da smo pri tem skrbni, natančni, ljubeči. In torej, kaj je optimalno, kako se pripraviti že do sobote, je, da začnete razmišljati, kaj si zares želite, če date za trenutek na stran situacijo, ki je v Sloveniji pa po svetu, da ste osredotočeni samo na svoje notranje in svoje zunanje življenje, se pravi na svoje preživljanje časa na Zemlji. In boste ugotovili dve stvari, da na kaj ste ponosni, na to bodite fokusirani, kaj je tisto, kar bi želeli optimizirati v svojem življenju, in potem navznoter v sebi boste dobili en načrt, ki ga vam bo dala Venera, načrt, ki ga boste od znotraj navzven lahko realizirali, kaj je tisto, kar vaša intuicija, vaša notranjost govori, da morate narediti, razmisliti, spremeniti, pospraviti. Namreč Venera v tretji hiši, zelo vezana z Marsom v drugi, pomeni, da boste od znotraj dobili načrt, program vašega tistega optimalnega življenja, kajti mi vemo, da od znotraj navzven odseva naša realnost, se pravi, kar je v nas, se potem realizira navzven. In zato je tudi tisto, kar je zunaj, seveda potem nazaj vpliva na nas, ampak da se presekamo ta začaran karmični krog, da presekamo druga polovica leta 2021 je že, se pravi, leto je karmično, urejujemo stare stvari, urejujemo dom za nazaj, in Saturnovo leto je letos, se pravi, da ustvarjamo red. Saturn ima tudi nalogo prizemljiti stvari in čas je, da prizemljimo dobro. Dovolj je tega, da smo se nekako sodelovali v stvarih, ki so bile karmične na nivoju države, okolja, da smo se prilagajali, sedaj je čas, da postavimo svoje nove temelje in seveda kje drugače kot navznoter v sebi in v svojem domu. Tako da do sobote naredite načrt, tudi če ne morete vse pospraviti ali urediti, naredite načrt, kako in kaj. Kako to zgleda, sama imam recimo en zvezek tam, ko ga pa stran vržem te šmir papirje in v bistvu napišem si prav definicijo, kaj moram narediti, se pravi knjige te prestavi tja, to za mačke uredi. Napišem si seznam vseh del, vsega, kar si želim v soboto ali pa do sobote ali pa v najkrajšem možnem času urediti, kajti s tem se v glavi, v mentalu, v energijah ustvari premikanje v tej smeri. Ustvari se red iz izhodiščne točke našega uma in naš je zadnji čas, da postane sodelavec z našo dušo. Je zares dobro orodje, ki ga uporabljamo za to, da si izboljšamo življenje. In ker ne moremo še vplivati na zunanje zadeve, tako kot bi si želeli, lahko pa vplivamo na tiste, karkoli imamo v dosegu
svojega energijskega stanja. Za karkoli ste torej odgovorni, za tisto lahko spreminjate. Torej, polna luna vam da možnost dobrih premikov, kar se tiče vašega osebnega življenja, obilja, jasnega razmišljanja, in če naredite načrt v sebi, kako želite recimo živeti čez 1 leto, katere ljudi želite več videti, katere manj, s katerimi stvarmi se želite ukvarjati v privat času, v poslovnem času. Se pravi, da si naredite en tak reset svojega življenja, podobno kot delamo za novo leto, ampak tokrat ima eno drugo dimenzijo, namreč večjo prizemljitev, pa tudi Jupiter, ki se vrača v vodnarja, nam daje popravni izpit. Namreč vse retrogradne faze planetov nam dajo možnost razmisleka, ponovne odločitve, tako da Jupiter bo prehajal v vodnarjevo, je že prišel v vodnarjevo energijo in bo potem prehajal v retrogradno toliko časa, da skozi celo poletje, in bomo mi lahko dobesedno se na novo postavili svoje meje, svojo svobodo, in nam bo dajal podporo. Največjo podporo seveda imate vodnarji in pa levi, kajti vodnarjeva hiša je nasproti vaši, levi in imate tudi moč spreminjanja, Mars je v vašem znamenju, medtem ko imate ovni moč postavljati se na novo. Device imate možnost nove ljubezni, ker je Venera zraven, vse to se začenja s to polno luno, ki je v soboto zjutraj, tako da v bistvu vsakemu prinese polna luna nekaj svojega, hkrati pa vse vodi v prenovo našega življenja. Se pravi, device torej ljubezen, medtem ko tehnice, ker je Venera v znamenju device, tehnice in biki imate možnost urediti svoja čustva, urediti notranjost na način, da se pomiri. Medtem ko imate device in pa tudi dvojčki ter raki veliko sposobnost komunikacije. Merkur je namreč na ascendentu, polni luni na ascendentu raka, in raki imate možnost nove preobrazbe, nove osvoboditve, začetka na novo, predvsem v vaši glavi. Vaše misli bodo lahko odklopile stare energije, karkoli se dogaja, in okolica, kljub temu, da bo okolica z kakršnimikoli reakcijami nasprotovala temu, boste vi zdržali novo pot, raki predvsem, tudi device in dvojčki, ker v bistvu bo Merkur sodeloval na polno s svetlobo. Povezan je pa namreč Merkur s Soncem, ki pa je že v levu. Se pravi, levi imate poleg Marsa tudi Sonce v svojem znamenju, kar pomeni, da boste naredili dober vtis navzven, začeli voditi svoje življenje po svoje, tako da polna luna vam prinaša ogromno. Dvojčki imate poleg tega, da boste lahko čustveni, se pravi zaljubljeni, odprti za ljubezen, imate dvojčki tudi veliko priložnost, da se s polno luno obrnete javnosti, da dosežete velike rezultate v javnosti, namreč severni vozel vas prav vodi v javnost, v javno življenje, tudi v sodelovanje s kakršnimikoli aktivnostmi za dobrobit vseh. Zraven je tudi črna luna v vašem znamenju, kar pomeni, da boste vztrajni in da vas ne bodo prve kritike že potolkle in boste imeli moč vztrajati naprej. Biki imate poleg vsega, poleg Venere v devici, se pravi, poleg tega, da se umirite, imate biki tudi možnost sodelovanja v prijateljskih vezah, sodelovanje navzven, ampak predvsem kot tisti, ki aktivirate ideje, potem se pa umaknete, ker se to preveč na veliko aktivira. Ribe imate odlično priložnost, da s to polno luno začutite, kakšno bo novo leto za vas. Namreč ribe boste ljubljenke naslednjega leta in ta prva polna luna 24. julija vam bo že dala občutek, kako bi rekla, posebnosti, svetlobe v vas. Vsi vas bodo opazili kot eno dobro bitje, dobrodošli boste v vsaki družbi, kamorkoli se boste pojavili, bodo nekako se na vas dobro reagirali in boste imeli zato tudi velik vpliv na energije. Se opravičujem, tule je Jupiter, je že polno luno še v znamenju rib, se pravi, še aktivira to odprtost za družbo, za pomoč naravi, otrokom, ljudem, vsem, ki potrebujejo pomoč. Kmalu po polni luni pa gre potem v vodnarja. Tako da
Ribe imate ogromen si in ogromno podporo nekaj navdahniti ljudi, jim dati nekaj več, tisto, kar jih potem aktivira, da gredo in naredijo spremembe v dobro. Medtem ko vodnarji imate predvsem nalogo ali pa priložnost, kakor boste to vzeli, da se za to polno luno regenerirate. Utrujeni ste od vsega, kar vlečete za sabo, od vseh odnosov, od vsega urejevanja, ki ga nosite, tudi od prijateljskih vezi. Uran oziroma vodnarji imate torej to priložnost, da se regenerirate, spočijete, če seveda ne boste posegali v odnose z drugimi oziroma če ne boste želeli vsega vi sami rešiti. Se pravi, to soboto, to polno luno imate priložnost pustiti drugim, da naredijo stvari po svoje, tudi če ni optimalno, tudi če ni najboljše, da se odmaknete oziroma da držite samo podporo ali srčno energijo za tiste svoje bližnje ali kakršnekoli odnose, s katerimi se boste v soboto srečevali, da torej dovolite, da drugi naredijo po svoje in vi začnete nekak proces sproščanja, regeneracije, ki vam je potreben. Kozorogi imate eno veliko moč v odnosih, transformacija odnosov se začne to soboto. Tudi za drugo leto vam bo to odskočna deska, občutek, kako je, če spustite druge, da so nekako bolj svobodni okoli vas in da vi začutite svojo svobodo. To vam bo prineslo veliko srečo, da ne boste zaskrbljeni za vsakega, ki je v vaši bližini, podobno kot vodnarji, ampak vi to delate iz globine svojih energij, se pravi iz svojih temeljev in začnite osvobajati druge na način, da sami sebi date svobodo, kajti to bo potem potegnilo čisto drugo energijo in to bo tudi tematika za naslednje leto za vas. Škorpijoni imate pa odlično priložnost za tole polno luno, da si uredite odnose. Predvsem tiste odnose, od katerih ste se odmaknili zaradi kakršnihkoli karmičnih lekcij, zaradi kakršnihkoli nesporazumov, slabih občutkov ali karkoli se je leta nazaj dogajalo, je v bistvu od te sobote naprej čas, da zakopljete bojne sekirce. Možnost je, da se z vsemi pomirite, z vsemi ljudmi, ki jih se spomnite, ko zaprete oči in razmišljate, s kom se moram pomiriti, bodo priletele imena ali energije tistih ljudi, ali bodo sami prišli v vaše življenje, ali vas bodo sami kontaktirali, ampak imate možnost, priložnost, da to naredite tako, kot je treba, kajti s tem si tudi začnete že odpirati cikl za dobro leto 2022, ki bo za vas zanimivo, pestro, predvsem pa osvobajajoče. Tako da vidim, strelci boste čustveni ta vikend, polna luna vam bo odprla čustva, tudi strast, seksualnost, lahko da boste naleteli na kakšne stare ljubezenske veze ali kakšne iskrice z ljudmi, z katerimi ste že od nekdaj si simpatični, tako da pazite, da ne prevarate svojega partnerja, če ste v vezi, kajti to ne bo veza za naprej. To, kar se bo čez vikend dogajalo, bodo samo, kako bi rekla, reakcije na preteklost, strast, ki ni bila izpolnjena in bo prišla na plano. Tako da polna luna za strelce prinaša predvsem strasten vikend in osvoboditev starih vzorcev, da vidim, vse ostalo sem povedala, tako da na splošno za Slovenijo pa je odlična polna luna. Sem vesela, da je ravno ta, kako bi rekla, termin tako močen. Namreč Slovenija ima Sonce in Merkurja v 7. hiši v znamenju Raka, kar pomeni, da so za nas najpomembnejši odnosi. Ne glede, kako se mi hočemo odtujiti drug od drugega, ali smo sitni drug proti drugemu, zamrljivi, fovšljivi, kakršnikoli ste. Ampak Slovenija ima s to polno luno priložnost začeti na novo. Merkur je namreč na ascendentu, se pravi, lahko bi se pogovorili, dogovorili, lahko bi tudi ponosno postavili nove temelje, kajti Sonce potem že v Levu. In sem vesela, da se prav to dan pred polno luno, v petek 23. dogaja Vseslovenski kongres ljudskih civilnih gibanj in iniciativ. Dogaja se na Rakitni, če še ne veste.
Če ste del te iniciative oziroma se želite pridružiti temu gibanju, ki je v bistvu za Slovenijo, potem se prijavite, poglejte na Facebooku ali na internetu. Se pravi, Rakitna petek, vseslovenski kongres, vtipkajte in boste našli podatke, začne se pa v petek ob 10. in energijska podpora je, kajti to je v bistvu kot nov temelj za naprej in polna luna bo lahko praznovanje. Kajti polna luna bo aktivirala eno strast, zdaj če gledam z vidika Slovenije, strast za ogenj, za življenjsko energijo, za tisto, da naredimo to, kar znamo zares v Sloveniji, kajti veliko več je ljudi, ki imajo talente, kot se vidi navzven, in čas je, da ti talenti pridejo v javnost in naredijo nekaj dobrega. Jupiter in Venera sta v slovenski astrološki karti Slovenije v 8. hiši, kar pomeni, da bo drugo leto regeneracijsko za Slovenijo, in če kdorkoli recimo je slabe volje, karkoli, se pravi Slovence in Slovenijo reši prav ta strast, 8. hiša je seksualna energija, se pravi sprostitev v ezoteriki, sprostitev v vsem, kar vam naredi lepo življenje, tako da to nam daje veselje in optimizem. Venera in Jupiter sta skupaj, kar pomeni, da je to ena velika sreča, ki jo bomo v Sloveniji doživeli, ko bomo sprostili frustracije, ego trip, sprostili v bistvu to, kar mislimo, da drugi pričakujejo od nas, in začeli živeti bolj strastno, bolj svobodno, bolj ljubeče življenje, kar pa mislim, da ni tako daleč, kot se nekateri črnogledi obetajo. Karta v bistvu polne lune bo začela ta proces osvobajanja, ker smo v Sloveniji zelo vezani na naravo, to smo dokazali z referendumom o vodi, vezani smo na naravo, vezani smo na naše, kako bi rekla, te naravne danosti, to nam je pri srcu, ker so to naša polja miru. In če še dvomite, zakaj ste se rodili v Slovenijo, začutite ta polja miru. Se opravičujem, preveč jih je, vzemite jih zase. Polja miru so namreč zlata doba. Polja miru so tista energija, v kateri je zapisan zlati potencial celotne zemlje. In s to polno luno imate predvsem ribe in pa vsi tisti, ki imate odprto srce za Slovenijo, priložnost narediti nekaj lepega. Jaz se opravičujem, tole ni bilo glih plansko, hotela sem bolj to na hitro povedati. V glavnem, polja miru naj vas vodijo, vse, ki boste na kongresu, vse, ki si želite dobro za Slovenijo, in bodite povezani z njimi, to bo tudi meni olajšalo življenje, kajti manj kot nas je, ki čutimo polja miru za Slovenijo, bolj večji pritisk imamo, da moramo potem kaj narediti. Tako da verjamem, da vas je veliko, ampak včasih se ne spomnite. Tako da prevzemite svoj delež za zlato dobo, prevzemite svoj svetlobni potencial, ne razmišljati, v kakšni slabi državi živite, ker ni res. Ampak začutite, kolikšna danost vam je, kolikšno danost imate, da ste v Sloveniji, da ste obdani z naravnimi energijami, da smo obdani z možnostjo samo preživetja, da smo v bistvu zaščiteni, ker smo tako majhni, da vele korporacije zares ne vidijo velikega izplena iz nas. Tako da smo nekako en tak dragulj skrit kjerkoli, in verjamem, da je čas, da ga realiziramo, kajti preprosto je. Narava nas podpira, energije nas podpirajo. Ljudje, vse, kar potrebujemo, je odpreti srce za to podporo, za drugega in se pogovarjati o smislu za vse. Ko damo na stran našo osebnost, naš ego, mi bomo itak na koncu umrli, se pravi, lahko pa naredimo eno lepo obdobje
in Jupiterjevo leto 2022 bo to podpiralo, kajti dajalo bo skozi energije 8. hiše, se pravi skozi sprostitev, skozi seksualnost. Pojdite na zmenke, vabite drug drugega na kave, ne se zapirati vase. Dobra stran je, za kar verjamem, da bo Slovenija zmogla dosti hitreje kot drugi, ker je Luna v 12. hiši. To pomeni, da Slovenija ima Luno, energije skrite v 12. hiši, ki sprejemajo podporo. Zato se ženske bolj sprožamo za rešitve v teh energijah. Luna je v bistvu tudi ljudstvo. Ljudstvo v 12. hiši pomeni, da mora ljudstvo od zadaj stopiti naprej. In ker je v znamenju strelca ta Luna, pomeni, da je treba pristopiti bolj obnovito, bolj sproščeno, bolj sodelujoče in pa seveda, da imate vsi, ki imate ogenj v svoji karti, velik potencial. Drugo leto bo torej aktivirana predvsem 12. hiša, prebujanje ljudstva iz podporo duše. 12. hiša je v klasični astrologiji tretirana kot zapor, kot nekaj odmaknjenega. Sama na to gledam kot stik z dušo, stik z tisto energijo, ki ni vidna navzven. Torej, Slovenci imamo v sebi ta potencial, da ga aktiviramo takole. Drugo leto, ker je Jupiterjevo leto in bo energija strelcev potencirana, bo ta Luna se aktivirala, aktiviral se bo Jupiter, strast do življenja in pa seveda prišla bo na plano točka sreče, ki je v 6. hiši, tako da pomoč drug drugem, organizacija, ki je s prave energije, s prave vibracije, se izvede z lahkoto. Evo, malo sem zbluzla, se opravičujem, imejte se lepo, naredite si dobro polno luno. Vsem, ki boste šli na kongres in vsem, ki ga organizirate in vsem, ki se trudite za Slovenijo iz prave energije, za pravo življenje, sem vam hvaležna in vam podarjam, kolikor zmorem, globoko in visoko podporo svetlobe. Hvala vam, da ste me spremljali. Če še ne veste, se lahko naročite na YouTube kanal, kliknete naroči se, to je brezplačno in dobivali boste obvestila. Hvala za pozornost in nasvidenje.